Bilo bi zanimivo, če bi imela ta stvar več lukenj kot švicarski sir. Zdaj, ko ima Alec Murdaugh novo sojenje za umora svoje žene Maggie in sina Paula, se v ozadju odvija še en boj. Zdaj se sooča z žensko, za katero je najvišje sodišče v državi odločilo, da je morda vplivala na poroto, ki ga je obsodila. In to spremeni vse. Razložila bom. Seminat Levy into law and crime. Preden se lotim tega najnovejšega preobrata v primeru Murdaugh in Alexove nove civilne tožbe, vam želim povedati nekaj o odvetniški pisarni Morgan & Morgan. To je pisarna, ki se že več kot 35 let bori za ljudi in je za svoje stranke izterjala več kot 30 milijard dolarjev. Dokaz za to je njihova uspešnost z več kot 1000 odvetniki v več kot 100 pisarnah po vsej državi. Najeti Morgan & Morgan je kot najeti vojsko, ki se bo borila za vas. Ekipo, ki se bo močno trudila, da svojim strankam zagotovi odškodnino, ki si jo zaslužijo. Vse odvetniške pisarne niso enake. Če najamete napačno, ste lahko poraženi, še preden sploh začnete. Če se vam kdaj zgodi poškodba, lahko preverite Morgan & Morgan, njihova provizija pa je brezplačna, razen če zmagate. Za več informacij lahko obiščete forthepeople.com/crimefix. Kliknite spodnjo povezavo ali skenirate tisto QR kodo, ki jo vidite tam na zaslonu. Alec Murdaugh bo dobil novo sojenje za umora svoje žene Maggie in sina Paula. Vrhovno sodišče Južne Karoline je bilo glede tega zelo jasno. 5 sodnikov sodišča je zapisalo, da je bila Alecu Murdaughu delno kršena pravica do poštenega sojenja zaradi zdaj osramočene sodne uradnice Becky Hill. In zdaj želi Alec Murdaugh, da Becky Hill za ta greh drago plača. V novi tožbi pojasnjuje, zakaj. K temu bom prišla kmalu. Najprej pa kratek povzetek, če morda niste spremljali dogajanja. Becky Hill je vodila sodišče okrožja Colleton, kjer je bil v začetku leta 2023 sodni proces proti Murdaughu zaradi dvojnega umora. Bila je odgovorna in je celo prebrala razsodbo. Vrhovno sodišče države je ugotovilo, da je Becky Hill dala neprimerne pripombe poroti oziroma je vsaj poskušala to storiti, ko je porotnikom rekla, naj jih Murdaughovi odvetniki ne zavedejo in naj ga pozorno opazujejo, torej Murdaugha, ko je pričal. 5 sodnikov Vrhovnega sodišča je zapisalo, da je Hillova grobo napadla Murdaughovo verodostojnost in njegovo obrambo. Njeno vmešavanje v delo porote so označili za šokantno. Zdaj bo Murdaugh dobil novo sojenje, državno tožilstvo pa obljublja, da ga bodo hitro ponovno sodili. Seveda smo razočarani in se ne strinjamo z odločitvijo sodišča, vendar spoštujemo sodišče in spoštujemo postopek. In veste, to počnem že dolgo časa. To je žalostno. Ampak veste, preprosto se pobereš in Greš znova opraviti delo in to je tisto, kar nameravamo storiti. Trenutno bi še vedno lahko zahtevali ponovno obravnavo, lahko bi zaprosili za presojo na Vrhovnem sodišču ZDA. In o tem bomo, veste, še malo razpravljali znotraj ekipe. Ampak mislim, da je trenutno, veste, z mojega vidika naš cilj samo to, da to zadevo znova odpremo in jo izpeljemo takoj, ko bo to razumno mogoče. In veste, zagotovo mislim, da bi računali na kak termin jeseni ali pred koncem leta, ampak seveda se bomo uskladili z dodeljenim sodnikom. Obramba bo imela svoje stališče glede tega in na koncu bo sodnik odločil, veste, kateri datum bo določen. Prav tako sem vprašala Creighton Watersa, glavnega tožilca v primerih Murdaugh, kako je Vrhovno sodišče države videlo poskus vplivanja na poroto z Becky Hill. Toda on in njegovi tožilci tega niso storili, ko je šlo za Hill, ki je bila kasneje obtožena krive prisege in neprimernega ravnanja na javni funkciji. Priznala je krivdo za te obtožbe. Kriva prisega je bila povezana s tem, da je v nasprotju s sodnim nalogom zapečatila slike s kraja zločina, ki smo jih skušali zaščititi pred uhajanjem in dovolila članom medijev, da jih fotografirajo. To je bil razlog za njeno obtožbo krive prisege. In naj bom jasen. Nikoli nismo rekli, da je bilo Beckyino ravnanje v redu ali kaj podobnega. Kar smo povedali sodišču, in to je tudi sodnik Tole ugotovil po zaslišanju in izvedbi obravnave z vsemi tistimi porotniki,
je bilo, da ti komentarji niso bili takšni, da bi vplivali na to poroto. In ponovno, naš argument je bil, da po 6 tednih sojenja sodniku Newmanu, po 75 pričah in 550 dokazih, tožilski ekipi, obrambni ekipi, vsem teh dokazih, nekaj neprimernih komentarjev sodne uradnice preprosto ni odločilo izida. In to je bil naš argument in to je ugotovil sodnik Tole. Vrhovno sodišče in razumem, da nočejo dovoliti takšnega vedenja sodnega uradnika. Oni so to videli drugače, to je njihova pravica. In tako gremo naprej od tam. Ampak sodnica Toldič je rekla, da ni bila verodostojna. Imela je težave z verodostojnostjo, v bistvu. Torej, kar je sodnica Tole ugotovila v svojem sklepu in naše stališče je bilo, da je šlo za porotnike, ne za Beki. Nič ni bil tukaj, da bi se popolnoma zanašal na Beki. Zanašali smo se na porotnike. 11 jih je reklo, da ni bilo nobenega možnega vpliva. In eden izmed njih, ki je nekoliko omahoval, je sodnik izpostavil nekatere težave s pričanjem te osebe in na to smo se zanašali. In spet, to je ugotovil sodnik Tole. Vrhovno sodišče je to videlo drugače. In spet, to je njihova pravica. Zdaj pa k zvezni tožbi zaradi kršitve državljanskih pravic, ki jo je Alec Murdoch vložil proti Becky Hill. Vložili smo tožbo v imenu Richarda Aleksandra Murdocha starejšega proti Rebecki Hill. In to tožbo vlagamo na podlagi Zveznega zakona o državljanskih pravicah, naslova 42, Zakonika Združenih držav, člena 1983, da bi popravili kršitev ustavnih pravic. Te pravice so bile Aleksova pravica do poštenega sojenja, pravica, da mu sodi porota, na katero ni bilo vplivano in ki ni bila omadeževana. Z odločitvijo Vrhovnega sodišča Južne Karoline je bilo to razsojeno kot vprašanje državne zakonodaje. Da je Aleksa prikrajšala za njegove ustavne pravice, ga prikrajšala za pravico do poštenega sojenja. In zaradi tega moramo vse skupaj ponoviti, česar pa nihče noče. Zvezna tožba trdi, da je Becky Hill vplivala na poroto in navaja, da je Alec Murdoch porabil $600,000, ki jih je imel iz pokojninskih skladov, za svojo obrambo na sojenju za umor. Murdoch toži Hillovo za ta znesek in morda celo za več. Škoda, ki smo jo navedli, vključuje več kot $600,000, ki so bili porabljeni za prvi sodni postopek in druge odškodnine. Naj bom jasen. Alec Murdoch dolguje veliko ljudem veliko denarja. Noben od tega denarja, ki bo izterjan, ne bo šel njemu osebno. Namen te tožbe je, da Becky Hill odgovarja za to, kar je storila. Za svoje ravnanje sploh ni bila odgovorna. In drugič, da raziščemo točno, kaj je storila, kar bomo lahko storili skozi civilno pravdo. Imamo pooblastilo za izdajanje sodnih pozivov. Lahko opravimo zaslišanja pod prisego. In tako bomo lahko razumeli celoten obseg njenega ravnanja. Še vedno je ni temeljito preiskala država in država je ni poklicala na odgovornost. In to je tisto, kar upamo doseči. To je naš namen in to bomo dosegli s to tožbo. Murdochova obrambna ekipa želi preiskati obtožbe o vplivanju na poroto strani Becky Hill. Odvetniki se sprašujejo, ali je bil še kdo drug vpleten v poskus vplivanja na to poroto. Ko se je sojenje končalo, nimamo več pooblastil za izdajo sodnega poziva. Nimamo pooblastil, da bi to resnično raziskali. Vse, kar smo naredili po sojenju, je bilo, da smo raziskovali neprimerno ravnanje porote in nekaj mesecev smo se vozili po okrožju Charleston, po močvirjih in makadamskih cestah, da bi našli te porotnike in jim zastavili vprašanja. Ampak, ko je sodnik imenovan, in mislim, da smo v petek dobili odredbo, da je predsednik Vrhovnega sodišča rekel, ko bo zadeva vrnjena prvostopenjskemu sodišču, kar pomeni, da lahko nadaljujemo, trenutno ima Vrhovno sodišče primer. Morajo ga vrniti prvostopenjskemu sodišču in mislimo, da bo to storil v naslednjih nekaj tednih. Takrat bomo imeli tudi pooblastilo za izdajo sodnih pozivov. Potem bomo imeli možnost preiskovati. Zdaj smo med obravnavo predloga za novo sojenje v fazi razkritja dokazov prejeli nekaj informacij. Ali so to naredili? Je to vse, kar so naredili? Mislim, ne vemo. Ampak če je to vse, kar so naredili, to res ni bila neka preiskava. In resnično mislimo, da niso opravili kakšne resne preiskave, mi pa to vsekakor nameravamo storiti. In dovolite, da to povem.
To je bila tudi zahteva po zakonu o svobodi informacij, ki je bila vročena svetu za pridobitev dodatnih informacij. Tudi to smo videli. Ali je smiselno, da agencija, ki ima očiten konflikt interesov, se želi, da obsodba ostane v veljavi, preiskuje, ali je bila obsodba veljavna ali ne? Mislim, da je to preprosto smešno. In spet menim, da je napaka generalnega tožilca v tem, da ni zahteval neodvisne preiskave. Lahko bi vključil šerifov oddelek. Leon Vatovi ljudje ali šerif v Spartanburgu, ne v Spartanburgu, ampak v Greenvillu, imajo zelo sofisticiran šerifov oddelek. Prav tako v Charlestonu. Uporabite njih. Ampak svet je zainteresiran, da se obsodba potrdi. Nočejo najti nobene napake. Mislim, to je pač človeška narava. Zato mislimo, da bo veliko stvari, ki jih niso raziskali in mi jih želimo raziskati. In vprašanje je, in o tem sva se z Jimom in Filipom pogovarjala, ali je to naredila sama. Ali je kdo pri tem pomagal? In če bi sedeli v sodnikovi pisarni, kot smo mi, ko je prinesla informacijo o poroti, ki bi jo vi imenovali gospa z jajci, mi pa ji pravimo Myra Crosby. In poslušajte, kaj je imela zapovedati. Enkrat si je popolnoma izmislila nekaj o neki Facebook strani. Drugič pa je nerazložljivo, anonimni e-mail prišel do sodnika. O tem nam niso povedali. Preiskovana sta ga državno tožilstvo in svet brez naše vpletenosti. Ni bilo nobenih varoval, ampak mislim in recite, da smo bili naivni, ker smo res bili. Nismo pritiskali na to. In zdaj, ko pogledam nazaj na to, bi morali, če bi imeli današnje izkušnje. Morda bi morali biti nekoliko bolj odločni, ampak takrat tega argumenta vseeno ne bi mogli obvladati. Zdaj pa ga bomo. Ena od stvari, ki jih želijo Murdauchovi odvetniki raziskati, je, kaj je bilo v resnici v ozadju prizadevanj za odstranitev porotnice, znane kot gospa z jajci, porotnice 785 Myra Crosby. Imamo pa veliko vprašanj, na katera bi radi dobili odgovore. Ali veste, je bila samotar? Ali je to počela samo zaradi, veste, privlačnosti slave, ki jo je očitno mamila? In potem vam bom povedal, ta odstranitev porotnice, gospe z jajci, je zelo sumljiva. In to res ni bilo del primera. Mi to vključimo v našo tožbo. Izpostavimo vse nedoslednosti v tem, kar je povedala. Po besedah sodnika Newmana naj bi nekdanji mož gospe Crosby, tako imenovane gospe Jajce, nekaj objavil na Facebooku. Ker zdaj vemo, da je bila popolna očitna laž. Ali pa ji je nekdo lagal. Mislim, da nima nobenega smisla. Odvetnik Myra Crosby, Joe McAlow, je sodnika prosil, naj odpravi varovalne odredbe glede gradiva povezano s preiskavo vplivanja na poroto, da bi sled lahko to gradivo izročil njemu. V času tega snemanja se odvetniki Becky Hill še niso odzvali na tožbo, pravkar je bila vložena. In ni jasno, kje ali kdaj bo potekalo ponovno sojenje Aleku Murdauchu. Obramba pravi, da želi država, da bi bil Murdaugh ponovno sojen že letos, če bo mogoče. Obramba pa si želi, da bi bilo to šele prihodnje leto. Ekipa Murdaucha pravi, da so od prvega sojenja prejeli nove dokaze. In obstajajo še druge informacije, ki jih nameravajo izkoristiti. No, med zadnjim sojenjem smo opozorili, da so pod njenim nohtom našli DNK neznanega moškega, ki ni povezan z nobenim Murdauchom ali katerimkoli članom Magijine družine. Tega, veste, niso zares raziskali naprej. Prosili smo jih, naj to raziščejo pred zadnjim sojenjem. Mi tega DNK-ja nimamo v posesti, zato z njim ne moremo ničesar narediti. Morda lahko z novim primerom začnemo znova in zaprosimo sodišče za odredbo, da jih prisili, da DNK pošljejo v CODIS. CODIS je nacionalna baza podatkov DNK. Torej mislim, če bi bili mi odgovorni in bi imeli ustrezne zmogljivosti, forenzični laboratorij, kot ga ima sled, ter pooblastila za pridobivanje sodnih odredb za preiskavo, bi stvari naredili precej drugače in bolj pravočasno. Veliko priložnosti je izgubljenih in to je žalostno. John, dobili smo veliko informacij. Ljudje tam zunaj delajo za Aleka brezplačno, podobno kot mi. In odkrili so nekaj res zanimivih stvari.
In precejšen del tega so predali sledu. Zanimivo bo videti, ali je sled s tem kaj naredil, ali bo kaj naredil. Južni Karolini državni tožilec Alan Wilson je dejal, da bi lahko bila smrtna kazen ponovno v igri za Aleka Murdocka v ponovnem sojenju, kar je razjezilo Murdockove odvetnike obrambe. Očitno ne govori z odvetniki v svoji pisarni. Verjetno se pogovarja s svojimi političnimi svetovalci, ki so mislili, da je to dobra izjava za njegovo kampanjo za guvernerja. Zakon je jasen, da ne more zahtevati smrtne kazni, če gre za maščevalni pregon. Se pravi, vprašanje je, kaj ve danes, česar ni vedel pred 5 leti? Zakaj pravi, da bo zahteval smrtno kazen? Ali obstaja kakšen nov dokaz? Tako smo malo naveličani in utrujeni, saj smo ta proces spremljali že od začetka tega primera, kjer Alan Wilson se gre politiko, namesto da bi opravljal delo tožilca. Ima odlične odvetnike v svoji ekipi. Moral bi jih poslušati in se zanesti na njihovo presojo. Naključno pa ni preiskal poskusa vplivanja na poroto. Becky Hill. Kmalu bomo govorili o civilni tožbi. A zakon jasno pravi, da je vsak, ki vpliva na poroto ali poskuša vplivati na poroto, kriv kaznivega dejanja. Ugotovitve sodnika Tola so bile jasne. Becky Hill je poskušala. Vrhovno sodišče je prejšnji teden, Becky Hill je poskušala. Zato prosim, Alan, osredotoči se na svoje delo in ne na politiko. V odgovor je Alan Wilson izdal naslednjo izjavo. Ta primer se obravnava točno tako, kot bi se moral, kot popolnoma novo sojenje. Vse pravne možnosti so odprte in ti pogovori potekajo tako, kot morajo, s predanimi tožilci in osebjem v uradu generalnega državnega tožilca, ne kot del kakšnega volilnega aparata. Leta 2022 so bile pravne in praktične okoliščine v zvezi s smrtno kaznijo zelo drugačne. Južna Karolina že več kot desetletje ni izvedla nobene usmrtitve. To se spremenilo in to je eden izmed več dejavnikov, ki jih moramo zdaj upoštevati, ko gremo naprej. Gospod Harputlian je sam priznal, da je bila zadeva Becky Hill že prej predana in pregledana strani neodvisnega tožilca. Te zadeve so bile že ocenjene zunaj našega urada. Kar je razočarajoče, je gledati Dicka Harputliana in Jima Griffina, kako porabljata svoj čas za blatenje sleda in napadanje organov pregona Južne Karoline, namesto da bi to zadevo obravnavala z resnostjo, ki si jo zasluži. Konec koncev je naša odgovornost preprosta. Slediti zakonu, varovati integriteto postopka in zagotoviti, da se pravica uveljavlja pošteno in strokovno. Ko bo prišlo do ponovnega sojenja, se pričakuje vrnitev ene priče na klop za priče, Marka Tinsleyja. Zastopal je družino Mallory Beach, ki je umrla v nesreči s čolnom leta 2019. Paul Murdock je vozil ta čoln. Tinsley pa je tožil Aleka Murdocka zaradi nesreče, ko sta bila Paul in Maggie umorjena. Zastopal je tudi žrtve finančnih kaznivih dejanj Murdocka. Ali pričakujete? Ali bo to dovoljeno naslednjič? Ker v resnici obramba pravi, da se ni vse sesulo, kot je trdila tožilstvo. Kaj pa vi menite o tem? In mislite, da bo vaše pričanje dovoljeno naslednjič? Mislim, da bo. Mislim, da je dokazno pomembno. Mislim, da je relevantno in mislim, da je sodišče to jasno priznalo v svojem mnenju, da se bo vse sesulo. Ali pa je Elik videl način, kako iztiriti ta vlak, ki je prihajal po tirih. To sta v resnici dve različni stvari. Ni nujno, da vas pes ugrizne, da bi se ga bali. In tako, mislim, da je Elik bolj kot kdorkoli drug na svetu v tistem trenutku vedel, kakšen pomen ima odkritje teh finančnih kaznivih dejanj. Grozi mu 800 let zapora. Mislim, priznal je krivdo za ta kazniva dejanja. In tako bi Elik zagotovo vedel, kakšne bodo posledice tega odkritja, tudi če sam ni imel moči, da bi to ustavil. Ko se je enkrat začelo razpletati in je vse začelo razpadati. Torej, veš, on je to vedel. In mislim, da je verjetno obstajal trenutek, ko ga je skrbelo, kaj počne Ginny Seckinger in kaj počne odvetniška pisarna, ampak te ljudi je zavajal leta in mu je to uspevalo. Moj pristop je bolj neposreden. Moj pristop je bolj nepopustljiv. In vse te stvari, od Tonyja Satterfielda
ki sprašuje, kaj je to, kar berem o poravnavi v tem članku, do prihajajočega zaslišanja, do Ginny Seckinger, Chrisa Wilsona in banke. In vse te stvari, ki se dogajajo, ga v njegovem bolnem in izkrivljenem umu res pripeljajo do te nore, neizogibne odločitve. To je edini način, da to ustavim. Moram biti žrtev. Moj oče bo kmalu umrl. Sočutje bo sprva na moji strani. In to mi bo dalo nekaj predaha, ali pa bo vse skupaj popolnoma končalo. Alec Murdoch vztraja, da tega ni storil. Trdi, da je dejansko nedolžen glede tega zločina. Ne da država ni dokazala svojega primera, mislim, kar bi rekel kot odvetnik, ampak da je dejansko nedolžen. Ali obstaja sploh kakšen scenarij, v katerem bi si lahko predstavljali, da teh zločinov ni storil? Ne, in veste, mislim, vidim, da ljudje ugibajo, da on ve, kdo je to storil, ali pa je bil tam. In da to nekako zmanjšuje njegovo krivdo pri tem. Ampak prvo, ne verjamem, da je temu tako, ker je bil Elik tak mojster manipulator, da ne bi nikoli dovolil, da bi imel nekdo takšno moč nad njim. Mu je kdo pomagal znebiti se orožja in počistiti? Ne, mislim, da ne. Mislim, da je vse to on, ker ne bi nikogar spustil v to noro zaroto, ki jo je skoval sam. V preteklosti ste rekli, da verjamete. To je vaše prepričanje. Prepričanje, da je to načrtoval že nekaj časa, da to ni bilo spontano. Mislim, zdaj je minilo že nekaj časa. Ali še vedno verjamete v to in mi lahko poveste, kdaj menite, da je po vašem prepričanju to sprožil? Ker je zdaj je obtoženec za umor, ni več obsojenec za umor. Torej, najbolj uspešni lažnivci vpletejo nekaj resnice v svojo laž, kaj ne? In zato jaz to ni bilo nekaj, kar bi si pravkar izmislil. To je bilo tisto, kar je dejansko rekel svoji svakini, da kdorkoli je to načrtoval že dolgo časa. In zato sem se strinjal s tem, kar je rekel. In šele potem, ko smo začeli vse odkrivati in se je slika začela izostriti, obstaja trenutek v civilni tožbi, ko razumem, da bi po splošnem prepričanju Elik verjetno ne želel, da bi Maggie tožili v civilni zadevi, kaj ne? Hall uporablja Maggijino kreditno kartico ne samo na noč nesreče s čolnom, ampak tudi že večkrat prej za nakup alkohola. Maggie je lastnica polovice čolna. Mislim, da obstaja odgovornost, ki se nanaša na Maggie. Zato sem poslal zahteve za priznanje dejstev, ker Elik ni bil tako glasen na družbenih omrežjih. In to je stvar v civilnih primerih, kjer rečemo, priznaj, da je ta tip klu, in potem nam ni treba poklicati priče, da bi dokazali, da je bil klu. In če Elik prizna, da je Maggie vedela te stvari, ki so bile dokumentirane v njeni objavi na družbenih omrežjih, in da se to znanje pripiše njemu, za namen zaupanja tega čolna Pavlu, malomarno, potem mi ni treba tožiti Maggie. Ampak on to zanika. In on to zanika novembra, decembra 2020, torej mesece pred umori. In takrat mi to ni imelo smisla. In jaz, ker ne moreš resnično predvidevati, da ne bom tožil vseh, ker sem tožil vse. Takrat nisem tožil Paula, takrat nisem tožil Maggie, ampak tam, veste, obstajajo strateški razlogi, zaradi katerih sem imel pomisleke, da bi Alec poskušal vplivati na poroto. In to je bil način, da sem ga držal v šahu, ker jih lahko vedno kasneje tožim. In to sem mu jasno povedal. Kako po tvojem mnenju izgleda drugo sojenje? Mislim, da bo to skrajšana različica prvega sojenja. Mislim, da bojo nekatere stvari, kjer se stvari morda niso povsem povezale, verjetno odpadle. Mislim, da boš videl, veš, laž je tista stvar, ki se je Elik ne more otresti. 3 ljudje grejo do pasjih boksov in en lažnivec se vrne. In kako prepričaš 12 ljudi, da sem lagal o vsem? In ti govoriš o videoposnetku. Jaz govorim o videoposnetku umora. Ja, ampak njegova laž je še vedno tam zunaj in se ji še vedno more posvetiti in po mojem mnenju je še vedno ne zna pojasniti. In mislim, da bo to še naprej njegova Ahilova peta v naslednjem sojenju. Alec Murdoch ostaja pod zaščitnim varstvom v zaporu v Južni Karolini. Prestaja 27-letno kazen zaradi finančnih kaznivih dejanj. Poleg tega pa prestaja tudi zvezno kazen za iste zločine.
Seveda bomo vse to še naprej spremljali in vam sproti prinašali najnovejše informacije. To je vse za to epizodo Crime Fix. Sem Anet Levi. Najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo tukaj naslednjič.